Evo, z mano na tem vročem stolu trenutno Jasmina Avbar, ki je bila tudi del današnjega dogodka Ekoscene in je imela tudi eno tako krasno predstavitev svojega podjetja. Jasmina, podjetje se imenuje Herbas, praviš? Herbas, ja. Kar me je pa pač pri tebi najbolj pritegnilo je pa to, da se dejansko podjetje ukvarja oziroma ima polno zavest o tem, kaj pomeni biti odgovoren do narave, kaj pomeni skrb za naravo oziroma ponovna uporaba, bom rekla, in zavedanje oziroma kako ravnati z odpadnim materialom. In kaj vse se pravzaprav da narediti iz odpadnega materiala? Mogoče še samo poveš, kaj o tem. Ja, v bistvu je tudi tako, da podjetja ne samo, da imamo izdelke, ki ti pomagajo kot končnemu potrošniku pri zmanjševanju plastike v svojem domu, ampak je tudi samo pošiljanje oziroma mi imamo tudi pakiranje zero waste v bistvu. Ne kupimo nobene embalaže. Embalaža je iz rekurentnih zalog, recimo partnerjev, ki izdelujejo kartonsko embalažo in to gre za embalažo, ki so jo podjetja ali pa stranke njihove zavrnile oziroma reklamirale. In to bi šlo direktno v reciklažo, torej podarili bi drevesa, naredili papir in potem bi bil njihov namen pač reciklaža. Te škatle potem mi poberemo in v to potem mi damo vse te naše izdelke. Je pomanjkljivost to, da če bi najbrž sodelovali s kakšnimi večjimi podjetji, bi zahtevali točno obliko škatle, takrat bi pa bilo že težje. Tako da zaenkrat sem z manjšimi zero waste, tudi tujina je veliko, ampak samo temi usmerjenimi, tudi isto mislečimi. Ne delamo zaenkrat in tudi niti nekaj dosti velika želja še. Še ni. Nismo še toliko zaveščeni. Želja je, da se ta znamka razširi, Dante Smile, pač ti izdelki zero waste, da se razširijo tudi med, bom rekla, navadne potrošnike. Torej tudi tisti, ki ne razmišljajo ekološko, da se jim približa izdelke, da vidijo, da je čisto konkurenčno ali pa celo včasih boljše od plastičnega. Imamo neke predsodke glede tega, ne? Ja, tako so nas v reklamah naučili. To so predvsem mediji krivi, bom tako rekla. Zahteva pa tak način razmišljanja, življenja, tudi ogromno ene energije in angažmaja. Sama praviš, da ko greš zdaj v trgovino, da čisto drugače razmišljaš, ko vidiš na policah, kaj je. Kako se v bistvu soočaš s tem? Ja, težko. Mislim, na začetku je bilo najtežje, zato ker začneš pač s pralnimi vložki, okej, sem rešil, 10 000 vložkov ne bom naredila v svojem življenju. Toliko je drugač v rodni dobi vsaka v povprečju ženska porabi. Za enkratno porabo, te imaš pa, ne vem, za 20 let komot, če ne še več. Tako da v bistvu tukaj začneš in potem, ko začneš, ne moraš nehati. To jaz to vsakmu povem, da pač sem, ko začneš in potem začneš širiti to idejo v glavi in začneš, ne vem, dodajati stvari oziroma menjati tisto, kar bi drugače kupil v plastiki, začneš iskati, kje bi dobil brez embalaže. Postane del tebe, tvojega delovanja. Ja, sej sam začetek je težek, pol pa načeloma se te stvari olajšajo, ker ti je dosti bolj jasno, imaš že te vezi spletene s temi ljudmi, ki tudi podobno razmišljajo, če ne pa s kmeti in tako naprej. Pač hrana je največji problem. Mi sicer imamo vrt, njivo, balkonski vrt, vse, ampak kakšne stvari pa pač ne predelamo in tisto moramo pač kupiti nekje druge in tisto se potem jaz zmenim, ker tudi tisto bi dobil drugače zapakirano, da mi pripeljejo. Pa se ti je življenje spremenilo, ko si začela na tak način razmišljati zelo? Kako se vklapljaš pol v, bom rekla, normalno družbo? Ja. Oziroma, kako je s tvojim zdravjem, odnosi recimo doma v družini? Kaj se spremeni? Ja, v bistvu družino najtežje premakneš. To je zmeri, to sem se kar nehala truditi. Največji vpliv je tako, ko greš nekam, ne vem, zadnjič smo bili na sejmu in smo si delili tam sejemski prostor in prvi dan sem jaz prišla pač z svojim krožnikom in priborom in najprej so me pač malo čudno gledali, ker sem šla jest in sem vse skupaj naredila
brez odpadka, naslednji dan so prinesli svoje krožnike. Evo, je Pa bil nisem premik. nič rekla. Ja, vzor je tist, ne, ki Ja, šteje, v ker se mi zdi, bistvu ja. da imajo ljudje en tak odpor, ko nekdo reče, moraš tako, ne, in Ja, ampak včasih pa tudi Pa tudi moraš, Ja. da se Ker usede. vemo vsi, da dokler ti samo nekaj v celofan zaviješ, pa ne vem, si tak nek nežen, ni nujno, da bo efekt. Ne? Ja, ja. Ali pa bo prepočasen. Žal bi mogli to delati že, ne vem, 100 let, dobro, 50 let nazaj bi se moglo, takrat, ko se je začelo to plastiko za enkratno uporabo, promovirati, bom rekla, ne, in so ljudje dejansko začeli. Se pravi, treba včasih tudi rahel Tako. pritisk narediti, da se Brcam to rad odvisno, ljudi. ne, to je psihologija. Ja, ne. je. Eni imajo radi, drugi ne. Ne? Ja, ja. Ampak efekt je ponavadi na koncu. Tukaj imamo mi dva ene par izdelkov, tvojih izdelkov oziroma izdelkov tvojega podjetja, bi lahko rekle. Meni je najbolj všeč, dajva začeti pri tejle ščetki. Zobna ščetka, posebna zobna ščetka. To je bambus, narejena iz bambusa. Se pravi, poudarek na tem, da Ročaj iz bambusa, ja. ne iz plastike, ampak iz bambusa. A ga vi izdelujete ali to doma? Ne, to delajo partnerska podjetja, zato ker pač nimamo ne materialov, ne tehnologije v Sloveniji. Ja, Že v Sloveniji ne, kaj šele, da bi pač imeli mi v podjetju, pa tudi tako je. Vedno moraš gledati, da bi rad konkuriral izdelku, ne govorimo zdaj toliko o ceni, mislim, v končni fazi je cena, ampak konkuriral v smislu, mora biti enakovreden konvencionalnemu izdelku oziroma v tem primeru plastični zobni ščetki. Torej, če bo slabše čistila, ne bo v redu. Ne glede na to, koliko naravna in ne vem kaj, da bo pa tisti en promil ljudi kupovalo, nismo nič naredili. Ja, razumem. To je kar umetnost narediti, ne? Ja, tako da v bistvu moraš ti s ceno tudi priti čez, zato pač iščeš tam, kjer imajo že tehnologijo razvito in tam daš delati. Se povezuješ. Daj mi predstavi še dele izdelke. To pa so pri nas narejeni izdelki, v bistvu kar v podjetju oziroma ene stvari celo doma v kuhinji. To je v bistvu alternativa, kafetkarca se imenuje, alternativa plastični gobici, tej, ki jo vsi poznamo, ki jih dobiš, ne vem, 10 za €1, se mi zdi. Ampak je pa ena ironija, ne, te gobice, ki jih največ ponudimo, se ne reciklira. Te gobice se sploh gre direkt v mešane odpadke oziroma v sežig. Poleg tega se zasmrdijo in pa res hitro uničijo. No, potem smo razmišljali, kako bi mi to nadomestili. Sicer smo naredili še eno zgodbo in to je tisti nasad lufe, ki sem rekla. Ampak najprej smo pa začeli z kafetkarcami, to so pa v bistvu krpice za pomivanje posode. Narejene so pa iz uporabljenih jutinih vreč od kave, ki jih dobimo od lokalne pražarne. Tam dobijo v takih velikih vrečah to kavo še zeleno, to ni taka, ki jo dobimo doma. No in te potem razrežemo oziroma razparamo, razrežemo in sešijemo in se jo res lahko uporablja. Jaz sem jo uporabila 4 mesece, s tem, da sem jo že drugi mesec prerezala po nesreči z nožem. Tukaj, ki je sešito, ampak kljub temu je še skupaj stala, tako da sem jo res do konca drgala. Na koncu se je pač, ko je oddelala svoje, se jo razreže na koščke, se jo da med bioodpadke, med biološke ali pa doma na kompost. Razrežemo zato, da prej razpade, ne drugega. Smo pa dobili tudi rokodelski certifikat slovenski za to, tako da, ne vem, je pa res to izdelek, ki ga recikliramo, oziroma upcycling, je to v angleščini nimamo ni slovenskega izraza za to. In pomivaš super z njo? Ja, mislim tako, na začetku ne more se tako peniti kot to, to je normalno, ni isto, ni goba to. Ampak je pa, ko jo enkrat začneš uporabljati in to res vse punce potrdijo, tiste, tudi ko damo na Instagram, rečejo, res je, ko začneš, pač ne greš več nazaj, ker ti res rata všeč ta način, drugače je. Priporočam tudi uporabo marsejskega mila na mesto tekočega, plus zdržalo vam bo marsejsko milo 3 mesece. Kakšno je to milo? To pa prvič slišim. Marsejsko milo je v bistvu naravno milo. To je narejeno iz olivnega olja, v izvoru je iz olivnega, ampak priporočam, da je zraven tudi mečkan kokosovega, pa tako, kar gre, ker se potem tako ne, ko bi rekla, ne
ne rata taka pacasta. Aha. In ta je res, to imamo tudi mi od enega drugega podjetja, jaz sem jih že veliko sprobala, tudi od drugih, pa mi ni bil noben všeč, no, ta mi pa res. In ga imam in za telo, in za umivati uložke, prati uložke, in za tako da imam vse posod enega. Fajn. Pa tako, če greš na potovanje, ga sabo vzameš, ker to ti pa noben ne bo težil, da je tekočina, ker ni. Aha. Evo, še en uporaben nasvet. Ja, za na letalo zmeri komplicirano Ja, okrog tega. Ne. ja. Potem je ta produkt mogoče zelo zanimiv, nimam tukaj odprtega. To je pa v bistvu folija za večkratno uporabo, ki je narejena iz ekološkega bombaža, ki je prepojen z čebeljim voskom. Ga pa isto kupimo od lokalnega čebelarja iz Bele krajine, pa prepojen je z smrekovo smolo. Belokrajinci znamo, ne? Ja. Za smrekovo smolo tudi, jo sama naberam pa filtriram. To je pa zato, da se bolj prime, da se ta folija oprime ali produkta, mislim. Zanimiv material, ja? Ja. Bombaž je, ne, tako da v bistvu to ne bo to ni papir, ne, ker veliko jih misli, da je papir. Papir. Dizajn je tudi moj zrisan. To dizajniraš, no, the best. Tako da Fajn. Isto, uporabljam še eno leto. Koliko enih izdelkov v bistvu se da na naraven način oblikovati, izdelati, uporabljati. Dobro, jaz mislim, da smo veliko predstavljali, veliko povedali, sicer bi bova še klepetali, verjetno, ko gasnemo kamero. Skratka, hvala ti. Še naprej ozaveščaj pa brcaj, uriti ljudi, da se zbudijo. Tudi tega ni nikoli dosti. Na koncu bo sigurno kak efekt, tako da hvala ti, pa srečno še naprej pri povezovanju in ozaveščanju. Hvala tebi.